Mislim, da je tudi v kulturi čez pozdravi pameti. Ker koncev jaz delujem na različnih področjih in ta koncept pozdravi pameti mi je zelo bliz, bom rekel, tudi v politiki, ne samo v gospodarstvu, ne samo v sociali, ne samo v prehrani, ampak tudi v kulturi treba pozdravi pameti in zdi se mi, da je SLS prava stranka za to in je tudi pokazala posluh za strokovnost. Je ena redkih strank, edina, ki pravzaprav misli, da samo o sebi, ampak vabi zraven tudi neodvisne strokovnjake, sem se z veseljem za to odzval. Zato, ker sem pač humanist, sicer po izobrazbi, imam poslovno izobrazbo, imam MBA in imam vizijo, kaj bi bilo treba narediti s kulturo. Zdaj seveda, kako se bo to izvajalo, je stvar tega naslednjega mandata. 20 let delujem že v kulturi, sem založnik, v tem času, ko sem deloval, nisem prejemal subvencij, ampak smo dejansko živeli od vlastnega dela. Prehranili smo sigurno 100 družin, zaposlil sem več kot 200 ljudi, tako da imam to prednost, mogoče za razliko od svojih predhodnikov, ki so delovali v kulturnem resorju, da vem, kaj pomeni delovna zakonodaja, vem, kaj pomeni gospodarska družba in se s tem aktivno ukvarjam. Seveda pa vidim, delujem tudi v marsikateri komisiji, tako na JAK-u kot na ministrstvu, vidim, kaj se dogaja, imam pregled nad javnimi zavodi, imam pregled nad financiranjem, natančno poznam to področje in sem seveda ugotovil, da je kultura na žalost v zadnjih mandatih, pa v zadnjih letih postala samo servis za razdeljevanje denarja. Kulturni resor praktično ni različen in to je pa seveda v nasprotju s tem, za kar smo ustanovili ministrstvo, ki bi moralo imeti strategijo, ki bi seveda podpirala nacionalni interes. Tega zdaj zaenkrat ni in je čas, da se nekako kultura iz te svoje pasivne vloge, govorimo o resorju, spravi v aktivno vlogo in da začne dejansko inicirati nacionalno pomembne projekte, jih nadzirati in tudi pripeljati do finančno upravičljivega konca. Ne pa da se zgodi, kot je šlo pri prenovi opere, ta investicija zrasla na 23 milijonov evrov, predvidnih je bilo menda 8 in imamo zdaj tudi popolno kuhnjo, pa še ljudi, ki pravzaprav sploh ne pojejo, celi orkestri, ki stagirajo, ki pa jih vključujemo pač plače. Seveda, zdaj treba neko vizijo in strategijo, to pa lahko dosežemo z neko racionalizacijo javnih zavodov. Zdaj, kultura je primer, kjer deluje pravzaprav zelo veliko posrednih porabnikov proračuna, se prav zelo veliko javnih zavodov, ki bi radi bili še bolj avtonomni, zato sprejemamo tudi zdaj nek zakon, ki bo določil še več avtonomije javnih zavodov, kar pa mogoče ni tako v redu, ker tudi program stranke določa, da tudi posredni uporabniki proračuna ne bi postali neposredni, ker konec koncev jih dejansko neposredno financiramo iz proračuna. Mi ne moramo v kulturi samo deliti, nič pa pridobiti. Zdaj v glavnem samo delimo. In ljudje si mislijo, da vse kulture je pravzaprav samo en proračunski strošek. Sej je, ampak pravzaprav njen osnovni namen, nacionalni pomen kulture, pa tudi ljudem nekaj dali. In tle bi radi mi vrnili kulturo ljudem, ne z nekimi populističnimi ukrepi, ampak s tem, da bi dali spet vizijo, ki je trenutno nima. Zato pa so seveda potrebne določeni racionalni ukrepi, mogoče javne zavode združiti, mogoče racionalizirati, mogoče preusmeriti določene kadre iz enega muzeja v drugega, ne pa da zaposlujemo nove in mogoče celo višje plače, ne pa nižje, ampak kljub samo zmanjšati maso plač na področju kulture. Tole konstantno ni tako omejten, je 2% proračuna je kultura, ima budžet 200 milijonov, tako da tudi lahko sigurno prihranimo nekaj denarja, hkrati ga bolje investiramo. Zato je potrebno imeti investicije z nacionalno vizijo. NUK 2 čakamo že desetletje ali pa še več. Mislim, da je skrajni čas, da ga zgradimo, moramo obnoviti Narodni muzej in moramo se udeležiti pri gradnji Maxa v Mariboru, tako da dejansko imamo investicije, ki imajo neko vizijo, ne pa samo porabljanje denarja brez pravega učinka, kot je zdaj opera, je sicer čisto simpatična in lepa, ampak vemo, kaj stoji zadaj. Nasploh pri raznih segmentih kulture, se pravi po gledališkem, knjižničnem in tako naprej, ki je ogromno, zdaj imamo dokument 500 strani dolg, ki so ga pripravili, kaj je bilo na tem področju storjenega, prikazuje ta področje ogromne birokracije in dejansko poplava birokracije, ki se že sami uporabniki teh zavodov in zaposleni zavodov pritožujejo na tem. Tle moramo dejansko pogledati, kaj lahko mi iz teh segmentov naredimo,
Recimo pri sami glasbi ne moramo mogoče govoriti o tem, da bo Ljubljana postala Salzburg, lahko pa cela Slovenija postane mali Salzburg in tukaj nekaj naredimo. Pri knjižnicah moramo recimo paziti na to, da ne bomo si sposojali preveč komercialne literature, torej moramo imeti odkup. Pri knjigi moramo gledati, da ne subvencioniramo samo založb, kar vse povprek, ampak da delamo na davčnih olajšavah in tako naprej. Tukaj je program kulture je izredno široko zastavljen, dosti precizno smo ga izdelali in mislim, da je tukaj zelo veliko možnosti, da se to naredi, sploh po zdravi pameti. Je pa res, da moramo tudi pri zakonu o mediji poseči v internetno sfero, to je pomembno, ne moramo več dovoliti anonimnega svinjanja, da tako rečem, po internetu, ampak moramo tukaj to v zakon, da se to ne bo dogajalo, da bo tako kot pri tistih pravcev človek podpisan z imenom in priimkom in naslovom govoril resnico ali laž. In za laž bo se odgovarjal, zato bo poskrbila pravna država. Potem imamo tukaj primer Lipice, še to mogoče omenim, ki je popolna nacionalna sramota, ki jo je treba spraviti do sjaja, ki ga je vedno imela, se pravi, to je ena od prioritetnih investicij in potem seveda tudi jezik, konec koncev ne smemo zanemariti, če že sedimo v vnuku, moramo povedati, da bomo poskrbeli tudi za aktivno rabo jezika in bomo dejansko to vklopili v ta svoj koncept zdrave pameti.